Medicina je hkrati znanost in umetnost. Zato niti ni čudno, da je veliko število naših študentov, pa tudi učiteljev in na koncu zdravnikov, dobrih zdravnikov in hkrati tudi dobrih umetnikov. Kar nekaj jih še celo konča razne akademije. Mogoče je to tudi dober vir enega medsebojnega sodelovanja v okviru kulturno-umetniškega društva, ki sta ga hkrati ustanovili in Medicinska fakulteta in Klinični center in ki ga vodi naša profesorica iz katedre za zgodovino medicine. Mislim, da je prav ta umetniški del medicine bistveno pripomore tudi k razvoju osebnosti in hkrati k kontaktu z bolnikom, pa upam, da tudi k dobrim medsebojnim odnosom med zdravniki in študenti in učitelji in študenti. Ko sem učitelje omenil, moram povedati še to, da zdaj ravno v tem trenutku izhaja knjiga prvih učiteljev Medicinske fakultete v Ljubljani, ki je pomembno delo, ker kaže na veliko požrtvovalnost, veliko spretnost in veliko znanje že naših prvih učiteljev. In oni so lahko tudi vzor za naprej. In veseli me, da je naša fakulteta kot članica Univerze v Ljubljani tudi izredno uspešna, ne samo pri učenju, ne samo pri zdravljenju, ampak tudi pri znanstvenem delu, kar se kaže tudi po uvrstitvi univerze in naše fakultete visoko na mednarodnih lestvicah uspešnih univerz. Jaz sem začela že kot študentka medicine in Akademije za glasbo sodelovati na zdravniških koncertih in takrat se je po nekaj letih začela rojevati ideja, da bi kakšen podoben koncert naredili tudi med študenti, ker sem videla, da je precejšnje število aktivnih glasbenikov tudi med študenti. Tako smo začeli z organizacijo prvega koncerta 2006, za katerega pravzaprav niti nismo vedeli, kakšen bo odziv, a bomo imeli veliko ljudi, malo ljudi. Najeli smo malo dvorano v Filharmoniji, odziv je bil pa velikanski. Ljudje so čakali oziroma poslušali tudi na stopnišču, samo da so lahko ujeli ene par tonov. In tako se je začelo vse skupaj. V naslednjih parih letih se je pa potem izoblikovala ena cela generacija res talentiranih medicincev, ki so bili ves čas zraven še glasbeno aktivnih. V tem času smo pa ustanovili tudi še eno prav posebno zasedbo, za katero pravimo, da je tudi Akademija za glasbo nima, in to je Big Band Medicinske fakultete. Idejni oče in tudi sam vodja celotnega projekta je bil Matija Švagan, zelo dober trobentač, ki se je zdaj vrgel v klasične vode. In trenutno je zadnja leta to najbolj uspešna in tako najbolj odmevna glasbena zasedba na Medicinski fakulteti. Že od nekdaj sem bil tesno povezan z glasbo in v moje veliko veselje dosti zgodaj ugotovil, da so na Medicinski fakulteti študentje, ki aktivno gojijo glasbo, ki imajo do glasbe prav nek poseben odnos. Logično je sledilo, da sem začel sodelovati že ustaljenimi glasbenimi skupinami, kot sta zdravniška skupina Pro Medico in orkester Camerata Medica. Po drugi strani pa se je ravno v tem času na Medicinski fakulteti med nami študenti, glasbenimi entuzijasti, ustvarjalo neko pozitivno ozračje, ki je obrodilo raznovrstne glasbene skupine, ki so izvajale glasbo od obdobja renesanse pa do današnje popularne glasbe. Mnogim medicincem glasba pomeni sprostitev in še mnogo več, res. V sebi nosi neko posebno energijo, ki ji preprosto slediš. Prav se mi zdi, da imajo študenti na Medicinski fakulteti toliko možnosti za svoj razvoj,
na umetniško-ustvarjalnem področju in prav je, da jih izkoristijo. Mislim, da Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete s svojim delovanjem dobro zaokroža to kulturno življenje zdravnikov in tudi študentov Medicinske fakultete. In verjamem, da bomo mlajše generacije prihodnje s ponosom ohranjale to stanovsko dediščino in pri tem dodale tudi svoj ton glasbenega ustvarjanja. Koncert študentov Medicinske fakultete je postal velik projekt, ker je imel potencial. Med študenti medicine in dentalne medicine je namreč ogromno glasbenikov, ki so pripravljeni svoje talente predstaviti javnosti. Poleg tega pa se vidi, da medicinci držimo skupaj. Koncert je bil namreč že prvič, ko smo ga pripravili v mali dvorani Slovenske filharmonije, zelo dobro obiskan. Nam, medicincem, ki se z glasbo v glavnem ne ukvarjamo profesionalno, ta pomeni zelo veliko. Ob njej uživamo, se zabavamo, daje nam možnost izražanja in motivacijo. Poleg tega pa se ob njej ustvarjajo nova prijateljstva in zato je zelo dragocena. Iz letnika v letnik so študijske obveznosti, zahteve in pričakovanja vse večja. Zato je pomembno, da se človek posveča tudi dejavnostim, ki ga veselijo in sproščajo. Spomnim se, kako nas je profesorica in zdravnica dr. Novak Antolič nagovorila in spodbudila: negujte in razvijajte svoje talente. Vsako leto je zelo pomembno, da privabimo mlajše kolege k sodelovanju na koncertu. Eden izmed ciljev našega projekta je tudi sodelovanje s kolegi iz Medicinske fakultete v Mariboru ter držav sosed, saj tako krepimo poznanstva ter kolegialne odnose, ki so eden izmed pomembnih temeljev naše bodoče stroke. Ponosni smo, da je koncert postal tradicionalen dogodek naše Medicinske fakultete in veseli, da nas pri tem Kulturno-umetniško društvo Lojz Krajgar s profesor Zupanič Slavec spodbuja in nam pomaga. Iz leta v leto se naš projekt razvija in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Življenje v KUD-u je sigurno eno izmed hobijev, ki ga najdeš v življenju. Kot lahko tudi recimo, zame je tudi hobi gobarjenje, zame je fotografija in pa glasba predvsem. Človek se vpraša pravzaprav, kaj je v KUD-u tako zanimivega. Tukaj imaš tudi sicer določene obveznosti, ampak nikoli ni prisile pri teh obveznostih. In v bistvu se srečujejo ljudje, ki imajo iste motive. In kar je tudi pri teh amaterskih društvih pomembno, da ni misli na zaslužkarstvo. Da to v bistvu iz veselja delaš. Nikoli se nismo spraševali, ali bomo zaslužili kaj s tem, ali bomo kaj dobili za to, ampak enostavno, preprosto, radi smo peli, radi smo nastopali. In zato, ker je to sodelovanje tako spontano, nas to tudi veliko bolj povezuje. KUD mora biti pravo pribežališče nepotešene, svobodne ustvarjalnosti. Zato ni čudno, da so v njem tudi profesionalno izobraženi umetniki, ki si ne želijo napornega in včasih brezosebnega in brezobzirnega boja v profesionalni sferi, ampak udejanjanja svojih želja in sposobnosti med pravimi ljubitelji umetnosti.
Dramska skupina Risorius je nastala zaradi želje po kulturnem sproščanju študentov medicine in študentov dentalne medicine. Ustanovili smo se leta 2005, ker smo si želeli po eni strani malo sprostitve za nas, po drugi strani pa malo sprostitve za bolnike ljubljanskih bolnišnic. Izbrali smo si ime Risorius po smejalni mišici musculus risorius, ki naj bi tudi kot naš predstavitveni znak predstavljal našo željo po tem, da bi vnesli nekaj veselja, smeha v vsakdan ljubljanske bolnišnice. Ta želja po sprostitvi, veselju, humorju nas je vodila tudi pri izbiri naših iger. Za prvo delo smo si izbrali pravljico Zvezdica zaspanka, naslednje leto smo spet izbrali pravljico in sicer smo zaigrali pravljico Mojca pokraj Culja, potem smo pa naredili še eno malce bolj zahtevno predstavo in sicer smo naredili Molierovo komedijo Priložnostni zdravnik, ki smo jo pa igrali bolj za naše kolege pa profesorje. Iz naših izkušenj lahko rečemo, da je nasmeh pacientov po ogledani predstavi vreden čisto vsake minute, ki smo jo porabili za izdelavo te igrice ali pa predstave in upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala še naprej. Vrata. Zdravo. Lahko malo pobrišem? Mali te spucaj. Tukaj dela malo pucaj. Kako srana šipa. Pa ne znate skrbeti bolj za svoj avto. Kako se pa grete? Kaj češ, posel ni dober zdaj? Meni se zdi ukvarjanje z gledališčem, dramatiko kot eno obštudijsko dejavnost, prav študij medicine, super, ali zato, ker v bistvu dopušča neko ustvarjalnost, neko domišljijo, ki nam je pri študiju medicini nedovoljo. In to čisto pravičeno, seveda, če bi vsak zdravnik delal z domišljijo, bi najbrž bilo dosti nevarno za paciente. Medtem ko to zdaj lahko butnemo ven ob te obštudijske dejavnosti, da pač ne gre več samo za to nabiranje podatkov, za recitiranje nekaj že znanega, ampak lahko delujemo tudi malo iz sebe, malo na karakter, ne več samo toliko na spomin. In se mi zdi odlično tudi iz tega vidika, da imamo nek odmor od teh naravoslovnih podatkov, kjer je skozi sam informacija na informacijo. Zdaj, zdi se mi odlično to, da čeprav smo na nekem fakulteti, ki zahteva res ogromno naše pozornosti, koncentracije pa miselnega potencijala, da v bistvu vseeno ne usmerimo vsega, kar imamo v to eno stroko, spravo neko naravoslovje, v neke podatke, ampak da nekako iščemo tudi te svoje druge talente, ki so mogoče malo bolj skriti, ampak so tam in nam tudi pomagajo preko čez študij, na nek način, če se lahko med študijem tudi vsaj malo sprostimo. Dramska skupina Kortekst je kraj, kjer ideje patejo na plodna tla. Pridite nas pogledat. Folklorno skupino COF sestavljamo člani zrelih let, ki s plesom vzdržujemo kondicijo, vitalnost in ohranjamo mladostni slog, kar ponazarja tudi ime skupine COF, klub optimističnih folkloristov. V skupini nas pleše 51 plesalk in plesalcev, igrajo pa nam 4 glasbeniki. Strokovna vodja skupine je gospa Nina Knaus, plesne korepeticije mladih pa vodita gospa Tina Jerala in Zoran Peter Trampoš. Peti pa nas uči gospa Katarina Šetinc. V 29 letih svojega delovanja smo nastopali na številnih, predvsem humanitarnih koncertih v razstavišču UKC in v domovih za ostarele občane. In pa seveda na preštevilnih prireditvah drugod po Sloveniji in v tujini.
Smo promotorji zdravega načina življenja in ohranjanja vitalnosti tudi v tretjem življenjskem obdobju in prav zaradi tega z velikim veseljem vedno znova zaplešamo bolnikom v razstavišču kliničnega centra. Da res dobro delamo in da naše druženje ni le rekreativnega značaja, naj povemo, da smo bili že 3-krat izbrani za udeležbo na zaključnem državnem srečanju folklornih skupin Slovenije Le plesat me pelji. V zadnjih 16 letih smo temeljito prenovili svoj program, na katerem imamo 9 odrskih postavitev slovenskih plesov. In sicer prekmurske, goričke, poljanske plese iz Bele krajine, rezijanske, primorske, plese iz okolice Ljubljane, iz vasi Šmarje - Sad, trnovske plese, gorenjske plese in plese iz osrednje Slovenije, notranjske plese. Trenutno je vse naše delovanje usmerjeno v pripravo za svečani koncert ob 30-letnici delovanja, na katerem bomo predstavili novo odrsko postavitev vzhodno-štajerskih plesov v novi kostumski podobi. Cintere smo pevke ljudskih pesmi, ki smo po stažu v KUD-u dr. Lojz Krajger, sicer najmlajše, ampak drugače pa seniorke z bogato folklorno tradicijo. Bile smo kot študentke, pevke in plesalke pri akademski folklorni skupini France Marolt in Tine Rožanc. No, potem po študiju smo se razkropile, vsaka po svoje. Potem je pa postala želja po prepevanju, ponovnem prepevanju tako močna, da smo se združile in ustanovile pevsko skupino Cintare. Mati me je kregala, da sem grda stara, na špilko sem se gledala, sem bila lepa mlada. Danes smo Cintare pevke, ki pojemo slovenske ljudske pesmi v kar se da izvirni podobi, brez prirejanja, brez stiliziranja. Kot nekdanje folkloristke pa se trudimo, da bi ob predstavitvi različnega načina petja prikazale tudi raznolikost lož, običaje in oblačilno kulturo na Slovenskem. Tak programski koncept pomeni nadgradnjo v načinu predstavitve ljudske umetnosti, kar predstavlja kakovostni programski preskok, ki nas loči od tradicionalnih pevskih skupin. Svoje poslanstvo udejanjamo tudi s projektom Zapojte z nami, ko bolnikom in starejšim občanom v domovih pojemo in s pesmijo, tako kot Tavžent Roža Cintara, zdravimo dušo in telo. Ljubezen do petja, vztrajnost in zagnanost, predvsem pa strokovna roka naše umetniške vodje, gospe Mire Nastran, nas je popeljala do regijskih in državnih srečanj ljudskih pevcev na Slovenskem, pa na mednarodne festivale, od koder smo se vrnile s priznanji in z nagradami. Nevesta se
Če nas Cintarje vprašate, kaj nam pomeni petje v pevski skupini, je to prav gotovo izživetje naših silnih želja in hotenj po prepevanju, po lepem in ubranem, po druženju, po dajanju in sprejemanju, kar nas vse bogati in nam predstavlja neusahljiv vir življenjske energije in radosti. Zdravniški orkester Camerata Medica sestavljajo zdravniki, študentje medicine, drugi zdravstveni delavci in somišljeniki, ki jih druži ljubezen do glasbe. Nastopajo v godalni zasedbi, na koncertih pa pogosto sodelujejo tudi solisti in zbori. Znajo biti orkester ali poljubno sestavljen komorni sestav. Orkester si je od ustanovitve do danes nabral precej koncertnih izkušenj in se dodobro uveljavil v slovenskem glasbenem prostoru, še zlasti pa v zdravniških vrstah. Redno sodelujejo na pomembnejših javnih prireditvah, ki so povezane z medicinsko stroko, nastopajo na dobrodelnih prireditvah in redno prirejajo samostojne koncerte. V 20 letih obstoja je orkester Camerata Medica močno presegel čitalniško-ljubiteljsko raven in sčasoma postal prepoznaven med slovenskim zdravništvom. Orkester narediti je lahko, če imaš veliko ljudi, ki imajo radi muziko, jih dobiš skupaj in praktično še dirigenta pa že gre. Ne? Tako da to, da še vedno škripljajo ali pa igrajo, pa tudi če kdaj zaškripa, me zelo veseli. Jaz osebno ne morem več, pa sem mogoče še pridružil. Ampak seveda v medicini veste itak veliko ljudi, ki težko delajo, pa veliko grdega v svojem poklicu, da morajo pravzaprav doživeti in prenesti in potem delati še nekaj, ker je veliko dela, se so itak navajeni bili vaditi od malega, pa še nekaj lepega, je to pravzaprav zelo fajn rešitev. Ja, medicinci radi poleg učenja počnemo še kaj drugega, tako malo za sprostitev. Naprimer, ena od teh stvari je tudi glasba. Je pač kar nekaj glasbenikov in tako se tudi združujemo v razne skupine, naprimer pevski zbor KOR, potem orkester Camerata Medica, potem imamo kakšne kvartete, imamo tudi študentske koncerte, potem se recimo dobi par prijateljev in pač nekaj izvadimo in nastopamo. Tako da je kar v redu. V Univerzitetnem kliničnem centru ima šah dolgo tradicijo. Šah igramo v bistvu, odkar obstaja tudi kulturno-umetniško društvo in ves ta čas tudi tekmujemo v okviru ljubljanske regije, v zadnjem obdobju tudi državno prvenstvo. Dosegamo vidne uspehe v tem tekmovanju, tako smo bili več kot tudi prvi. To tekmovanje je zelo obsežno, igra vsako leto 50 ekip ali pa tudi kakšna več. V kliničnem centru ves ta čas igramo šah zaposleni, študenti, pa tudi profesorji. Mene šah spremlja že od mladih nog, vse do zdaj do študija. Me je tekom vseh teh let šahiranja priučil koncentracije,
potrpežljivosti, zaprtijo, kar se lahko prenesem tudi potem v študiji za knjigami. Potem v šahu sem spoznala različne ljudi, naučil me je komuniciranja, kar potem se lahko uporabim kasneje v višjih letnikih pri stikih z bolniki, da ni vse čisto striktno medicinsko, ampak najdemo tudi kakšen drug skupni jezik, se o čem drugem pogovarjamo. Veliko veselje mi je, da lahko sodelujem in soustvarjam v krogu ljudi, ki nas povezuje veselje do likovne in do glasbene umetnosti. In to z motivacijo, da bi vsak po svoji moči nekako prispeval k prijetnejšemu življenju v bolnišnici. Meni osebno ljubiteljska umetnost predstavlja neke vrste komunikacijo, s katero lahko sežemo globlje in dlje kot v vsakdanjih medsebojnih pogovorih. Predvsem zato, ker je veliko bolj intimno izpovedna. In po drugi strani ni tako resna in tudi ni tako perfekcionistična kot profesionalna umetnost. In prav zato je še prav posebno prijetno, kadar se enkrat mesečno zberemo tu v avli v razstavišču kliničnega centra in pripravimo skupno predstavitev za bolnike. In to poteka ponavadi v sproščenem vzdušju, kar sredi bolnišničnega vrveža, kjer se prepletajo usode mnogih bolnikov, svojcev, ki prihajajo, zdravnikov in drugega bolnišničnega osebja. In te prireditve ponavadi soustvarjamo različni člani kulturno-umetniškega društva, likovniki, glasbeniki, folkloristi, pevci in vsi ostali, seveda z glavno motivacijo, da bi bolnišnično življenje postalo bolj prijetno, domače in optimistično. Zaposleni v zdravstvu čutimo zdravilno moč umetnosti. To spoznanje je najverjetneje botrovalo nastanku zdravniških koncertov, ki jih je spodbudil zdravnik-patolog profesor Ivan Franc Lenart, veliki mislec, duhovit človek in odličen violončelist. Leta 1970 je bil pobudnik in organizator multidisciplinarnih strokovnih sestankov zdravnikov, znanih pod Plečnikov memorialni sestanek. Poimenovali so se po prvem slovenskem anatomu, profesorju Janezu Plečniku, ki je bil hkrati odličen violinist. V naslednjih letih so se porodili koncerti zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki so postali tradicionalni in stopajo Abrahamu naproti. Koncerti so se odvijali na različnih krajih, v Viteški dvorani Križank, velikokrat v Narodni galeriji, v Narodnem muzeju, zadnja leta pa predvsem v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Umetniško vodenje koncertnih programov je kmalu prevzel pianist profesor Pavle Kornhauser in jih zvesto ter predano oblikoval iz leta v leto vse do leta 2005, ko je umetniško vodenje prevzela akademska pianistka in sedanja zdravnica dr. Polona Maver. Z njo je nekaj let sodeloval dober pianist in sedanji zdravnik Andraž Cerar. Sama jih vodim in povezujem skoraj 20 let. Na koncertih nastopajo zdravniki, pa tudi študenti medicine in dentalne medicine, ki so večinoma iz osrednje Slovenije, a prihajajo tudi od drugod, včasih tudi iz tujine. Na koncertih nastopajo vsi sestavi kulturno-umetniškega društva in drugi, predvsem pevci. Prireditev je zelo popularna in ima vedno nabito polno dvorano. Zdravniški stan se z njo istoveti, je nanjo iskreno ponosen,
Medicinska fakulteta pa na njej študentom podeli Plečnikova priznanja za presežno delo. Takih koncertov nima noben drug stan in so unikum v svetovnem prostoru. Nanje smo iskreno ponosni in jih bomo skrbno predajali sledečim rodovom. Ljubiteljsko delovanje članov KUD-a, ki letno pripravi v prostorih Kliničnega centra in Medicinske fakultete nad 100 prireditev za bolnike, njihove svojce in zdravstveno osebje, ter številne druge nastope v domovih ostarelih med bolnimi otroci in na javnih prireditvah, predvsem zdravstvenih srečanjih, finančno podpirata ustanovitelja ter drugi pokrovitelji, ki razumejo pomen kulture v zdravstvu. Verjamemo, da svojo volontersko in unikatno dejavnostjo, ki humanizira medicino, prispevamo k boljšemu počutju bolnikov in zdravstvenega osebja, hitrejšemu in uspešnejšemu zdravljenju, ter s tem dodajamo svojim ustanoviteljem presežnost, ki jo posnemajo tudi druge domače in tuje bolnišnice.